Lepo pozdravljeni še z moje strani. Najprej hvala za povabilo in hvala za priložnost, da predstavim letošnji program Založbe Pivec. Založba Pivec vam je dobro znana, sama pa sem danes prvič v tej vlogi našega skupnega druženja. Program Založbe Pivec je v letu 2026 sestavljen v znamenju različnih žanrov in bralskih okusov. Nekoliko z zamudo bo izšel roman Lenarta Zajca z naslovom Kolesca harmonije ali roman o času, v katerem avtor spretno manevrira med zgodovino, kar avtor pogostokrat počne, filozofijo in mestoma fantastičnim raziskovanjem časa in brezčasnosti ter ponuja tudi razmisleke o identiteti sami, travmah, ljubezni in sami naravi časa. Področje proze za odrasle bo letos nasploh zelo razgibano, predvsem pa smo se fokusirali na mednarodnost, saj v tokratni nabor priromalo nekaj več prevodnih izdaj. Začenši z zgodovinskim romanom srbskega pisatelja Vladimirja Pištala, Pesma o tri sveta, Pesem o treh svetovih, ki ga bo prevedla doktorica Đurđa Strsoglavec. Gre za zgodbo o mladi aristokratini Blaženi Ozani Kotorski iz Perasta v Kotorskem zalivu, ki jo tok dogodkov odnese na nepredstavljivo in fantastično popotovanje okrog sveta in v času. Torej, mi potujemo namreč od poznega baroka, renesanse, zgodnjega razsvetljenstva, sužnjelastništva in vse do Napoleonovega osvajanja Perasta. Roman je izrazito antikolonialen, se opravičujem, predvsem pa zgodovino prepesnjuje na novo. Roman je prejel pomembne nagrade, Brezkrajni krog in doktorja Špira Matijševića v letu 2023 ter nagrado ProzArt v letu 2024. Eden od osrednjih romanov tega leta je roman Čebelji pik irskega avtorja Paula Murraya, ki v slovenščini izhaja v prevodu Andreja E. Skubica. Roman je kompleksna družinska saga Baronsovih, ki na kulisi finančnega zloma iz leta 2008 tematizira povsem življenjsko vprašanje, torej o medosebnih odnosih, sreči in prizadevanju, da ostaneš vseeno dober človek, ko se pa svet okoli tebe seveda zaradi finančne krize začne podirati. Nominiran je bil za nagrado Booker leta 2023, prejel pa je tudi druge nagrade, avtorja uvršča tudi med moderne klasike 21. stoletja. Nadaljujemo z prevodom romana Marka Gregorja, hrvaškega pesnika in pisatelja. Gre za zelo liričen roman, lahko bi bilo ime Leda, v hrvaškem izvirniku je Mogla bi se zvati Leda, prevedla ga bo Clarisa Jovanović in je že v nastajanju, v uredniškem procesu. Gre pa za občutljivo temo neplodnosti, para in njuni odisejadi na poti do posvojitve otroka. Zanimiva je predvsem ta perspektiva, ki z vidika moža oziroma očeta, ki si želi seveda postati oče, podaja hrepenenje para po otroku, njuno jezo zaradi same birokracije, evforijo, upanje in apatijo. Torej gre za pravi tobogan čustev. Par se mora torej postaviti po robu celotni birokraciji, celotnega državnega aparata, v katerem so čustva torej tisto zadnje, kar bi motiviralo uradnike, da res uslišijo par, ki želi otroka posvojiti. V naboru prevodnih romanov imamo potem v nadaljevanju še dva zelo pomembna romana. Roman nizozemske avtorice Jente Posthuma, Raj ne mislim na to, prevedla ga bo Stana Anželj, ki se pa spopada s travmatično izgubo brata dvojčka, ki je storil samomor. In potem roman finskega pisatelja Juhanija Karile, v slovenskem prevodu se bo imenovan Lovljenje male ščuke, prevedel ga bo Klemen Pisk.
Gre za roman, ki se dogaja v najodročnejšem delu Finske, na vzhodnem Laponskem in prinaša celoten kolorit ljudskega izročila, spisan pa je v magičnem realizmu. Pa gremo na izvirna romaneskna dela. Torej, Marko Radmilovič bo predstavil nov roman. Po uspešnem lanskem Kekcu 4 bo predstavil Govejo turnejo. Kot vam že sam naslov lahko hudomušno pove, gre za roman o bratih Avsenik, o samem ansamblu, in sam Radmilovič pravi, da je to roman ceste. In pravi, če ga nekoliko parafraziram, da imamo Slovenci in Slovenke dva pomembna in sicer tudi glavna izvozna artikla za tujino, to so torej Avseniki in sam Kekec. Z izdajo Radmilovičevega teksta, torej teksta o glasbi, pa je glasbeno navdahnjen tudi roman Moje dubioze, ki ga je napisal torej Brane Jakubovič. Se opravičujem. In v izidu v novembru 2026 naj bi govoril o znanem bendu, seveda Dubiozi kolektiv. Knjiga gre za nostalgične utrinke iz avtorjeve mladosti v času obleganja Sarajeva, samega nastanka benda in kasnejših doživetij, ki so člane doletele na gostovanjih doma in na tujem. Iz izpovedanega veje pa pristno navdušenje nad glasbo, kar je pa tudi zelo pomembno, pa je torej ta mehkoba sarajevske bosanščine, ki je v bistvu že sama sebi kot ena sama pesem. Jure Godler piše roman, torej z naslovom Drugi primer inšpektorja Hermana Arha. Torej, gre za izdajo detektivke. Sam Godler je prej že tudi kolegica omenila pri založbi Primus izdal, sedaj pa torej nadaljuje z novimi primeri. Ta primer se zdaj seli v televizijski studio. To velja za Juretov Drugi dom in prinaša detektivko v podžanru primera Zaklenjene sobe. Avgust Demšar je večkrat nagrajeni pisec kriminalk. Tokrat gre za Zadnjo večerjo in to gre za kratko likovno krimi zgodbo, s katero se seveda poklanja svojima dvema največjima ljubeznima, kot je tudi napisal v pregovoru k knjigi, če ga citiram, kriminalnemu žanru in konceptualnim praksam sodobne vizualne umetnosti. Konec citata. Oboje združuje v zbirki 9 kratkih krimi zgodb, ki pa jih je navdihnil neki zelo realen koncept sodobne umetnosti. Sam avtor sicer tudi predava na Pedagoški fakulteti v Mariboru likovno umetnost. In sedaj nadaljujem z samo žanrsko literaturo. Vlado Vrbič bo izdal Kokošji dvorec. Gre za kriminalistično sago, v kateri zelo spretno prepleta umora v dveh časovnih obdobjih. To je v letu 1929, na razkošnem posestvu grofice Ele von Stein, in v sodobnosti, torej leto 2019, v knjižnici v Velenju. Gre za sicer za na videz zelo nepovezani zgodbi, ampak obe hkrati razkrivata, kako v bistvu ti nepozabljeni grehi, ki se na neki točki pač lahko skrijejo pod preprogo, vedno vplivajo na našo sedanjost oziroma jo samo zaznamujejo. Sledi prvenec Majken Zupančič, gre za zgodovinski roman Idrija Almaden in nas preseli v čas Idrije v 17. stoletju, katere razvoj je zaznamoval znameniti rudnik živega srebra. Pisateljica je resnično zgodovinsko ozadje požara v konkurenčnem rudniku Almaden v Španiji. Ta je sprožil renesanso idrijskega, postavila pod vprašaj in zato potem napletla zgodbo o popotovanju na drug konec Evrope, katerega podlaga pa je upanje na boljše življenje. Nad vsem tem pa v bistvu želi nekaj res
grda, temna usoda. V nadaljevanju bo Branko Gradišnik izdal Strogo zaupno po irski. V bistvu gre za dopolnjeno in prenovljeno izdajo zelo znanega romana. Branko Gradišnik je tudi tokrat zelo poučen, je iskriv, zabaven. Moram pa poudariti, da je ravno lansko leto bil za svoj potopisni roman, torej Pogubi, nagrajen s Krilato želvo. To je nagrada, ki jo podeljuje v Velenju na Lirikon festu. Ostajam še zmeraj pri knjigah za odrasle. Tukaj bi poudarila, da gre za spominsko literaturo. Torej, brez dvoma se mi zdi, da je za branje tudi pomembno, da se seznanimo s življenjem Leona Štuklja. Opisal ga bo Franček Javk. Gre za naslov Zadnje skrivnosti Leona Štuklja. Franček Javk je Večerov novinar, sicer zdaj upokojeni, hkrati pa tudi diplomat. Kaj vse pa govori Milan Predan v delu Kaj pa tu dela? Tukaj pa se avtor, ki je tudi nekdanji novinar Večera, posveča Večeru, pomembnemu časniku, ki ga seveda, ker pač prihajam s štajerskega konca, pretresa različne stvari, posveča torej na eni strani svojemu novinarskemu delu, na drugi strani pa seveda svoje delo, svoje razmišljanje posveča 80-letnici samega Večera. Večer je lansko leto torej dopolnil 80 let samega izhajanja. Sledijo torej stolpi, gre za poezijo Aleša Štegra. Gre za večplastno pesniško-esejistično strukturo. Ta se giblje med intimnim, filozofskim in družbeno-kritičnim. Štegar je pesmi razdelil v cikle in v vsem tem je glavna metafora stolp. Gre za v bistvu povezavo z vertikalnostjo. Ta vertikala pa seveda v bistvu potem vsebuje hrepenenja, hkrati gre za tudi izolacije, za samo moč in po rušitvi tega sledi torej ruševina in tudi utopija. Reka Malora in njeno porečje pa je delo Andreja Lupinca. Gre za 10 kratkih zgodb, ampak to gre za neko vrste epizodno avtorsko spominjanje, zapisano pa v zelo pikrem ludizmu in premišljenem humorju, ter ga sam avtor tudi ovije v meglico lastnega spomina na neke točki zelo za neko nezanesljivo pripoved. Sam predstavitev knjig za odrasle pa seveda bom sklenila s predstavitvijo zbirke kratkih zgodb Toneta Partljiča. Naslovil jih je Balada o kozi, zgodbe o živalih. Sam pisatelj v 8 kratkih zgodbah opisuje spomine na otroštvo v Pesnici, kjer je družina živela, vendar pa ni bila povsem kmečkega stanu, kajti denimo Partljičev oče je delal na železnici. Vseeno pa so živeli zelo tesno povezani z živalmi in s samo naravo. In prehajam k knjigam za otroke in mladino. Program otroške in mladinske literature za leto 2026 smo že odprli z izdajama Vinka Möderndorferja in Matjaža Pikala. Obe knjigi v bistvu so šli z uradno letnico 2025. Pesniška zbirka za otroke avtorja Matjaža Pikala z naslovom Bolha v rimah opeva najpopularnejši šport z žogo, to je nogomet. Avtor je v samo sredino dogajanja postavil leva, ki se imenuje Bolha, in skozi besedilo spremljamo njegovo odraščanje, družinsko dinamiko, športne dosežke. V bistvu se
soočimo tudi z minevanjem, torej starejših ljudi, s člani družine. Knjiga pa je opremljena z zelo duhovitimi in dinamičnimi ilustracijami Mateja Dečeka. Vinko Möderndorfer je napisal mladinski roman z naslovom Resnična zgodba, ki pa poudarja ranljivost mladostnikov v digitalnem svetu. Kot vemo, Möderndorfer vedno zelo sodobne teme obravnava in v tem primeru je zdaj osrednji lik najstnica Ajda, ki po spletu spozna Blaža, fanta, ki pa izrabi njeno naivnost in jo ugrabi. Zgodba se sicer konča srečno, lahko pa v bistvu bi se tudi veliko bolj tragično, kot vemo iz resničnih, realnih dogodkov. In Ajda celo pravi, če citiram iz romana: "To je resnična zgodba, zgodba, ki se je zares zgodila. Rada bi vam jo povedala zato, da se vse tisto, kar se je zgodilo meni, ne bi zgodilo vam." Konec citata. Z izdajo Resnične zgodbe namreč mi nadaljujemo cikel knjig, ki govorijo o samih spletnih pasteh in s tem povezano varnostjo, ranljivostjo najrazličnejših skupin in v tem primeru tudi izpostavljenost same mladine. In potem bom v nadaljevanju predstavila še lanska romana, torej odraslih ali pa celo starejših v samem digitalnem svetu. Lansko leto je namreč izšel roman Marija Čuka Zlato zrno in roman Danice Ozoldič Brez obraza. In oba, torej vsak roman na svoj način in svoj zorni kot predstavlja torej spletne pasti. Pri Mariju Čuku se seveda roman izteče torej pozitivno, čeprav torej sam lik Leopold spozna, da je bil prevaran, medtem ko pri Ozoldičevi gre za čisto drugačen konec, ki je veliko bolj trpek. Zadnja knjiga v ciklu samih izdaj s to tematiko pa je mladinski roman nemške avtorice Jute Nimkus, ki se imenuje v slovenščini torej Zgoraj brez, oben ohne, in šel bo v prevodu Aleksandre Natalije Zalesnik. Torej, če vam povem na kratko, glavna junakinja Amelie spoznava prve občutke zaljubljenosti in sama situacija v romanu se zaplete s tem, ko se zaljubi in hkrati v fanta in se v bistvu hkrati fotografira torej zgoraj brez. Ta fotografija potem seveda pristane na številnih e-napravah in na srečo pa Amelie vseeno zna torej spletno rokovati, zna v bistvu to fotografijo izbrisati, torej s Photoshopom, in na koncu v bistvu ugotovimo, da je sama spretno zelo zmanevrirala, da ta fotografija torej vseeno naj ne bi predstavljala nje, čeprav v resnici jo je. Vprašanje torej ob samem branju odpira več tematik, je pa ravno to najbolj, zopet ta varnost, a smo še mi v tem digitalnem svetu lahko popolnoma varni. Na eni strani seveda gre za naivnost, na drugi strani pa torej te zlorabe različnih torej orodij, ki nas lahko popolnoma razgalijo. Torej, ali mi to sami hočemo ali seveda si tega ne želimo. Knjige za otroke in mladino pa bojo letos predstavile tudi izdajo zadnjega dela trilogije o gospodu Tigru in Betki, avtorice Sally Gardner z naslovom Gospod Tiger, Betka in Zlati morski konjiček. Gre torej za dogodivščino obeh glavnih junakov in zdaj se selimo z otoka, ki so ga pozabili označiti na zemljevidu sveta in se zdaj nahaja pod morsko gladino. Podvodnemu svetu grozi zdaj popolno uničenje. V njem se je torej spor, spopad med hobotnico velikanko in morskim rilčarjem. Betka in gospod Tiger morata v družbi vseh svojih prijateljev v tej bitki seveda zmagati, najprej s časom in potem seveda preprečiti, da spor ne uniči drugih podvodnih ljudi oziroma bitij, ki bivajo v morju.
To gre za knjige, ki so polne domišljije, polne so zabavnih domislic. Natisnjene so pa tudi v fontu, ki je prilagojen za bralce z motnjami branja in pisanja, kar je v tem času še zelo posebej pomembno. Temu pa so poleg tiska prilagojene tudi ilustracije. Nadaljujemo torej tudi z Janjo Vidmar, ki knjiga je že v bistvu skoraj da zunaj, torej za Skrivnostjo tihe hoste. Prvi del torej je govoril o primeru izginulega kovčka. Tukaj že poznamo Izaka iz romana Mama ne sme izvedeti in njegovega prijatelja Gala, ki sta zdaj nekoliko bolj odrasla in se zdaj Izak in Gal ukvarjata z bolj, bom rekla, na eni strani zabavnimi rečmi, kot recimo v romanu Mama ne sme izvedeti. In zdaj v bistvu se stvar dogaja v gozdu, otroci, učenci in učenke imajo naravoslovni dan in kar naenkrat skrivnostno v tej hosti, v tem gozdu uide, se izgubi, da ne bom preveč povedala, njuna sošolka, ki jo pa seveda morajo otroci najti. Po eni strani pa se v tem romanu še zmeraj v bistvu ukvarjamo z vprašanjem ekološkega ozaveščanja mladih. Kot vemo, sta Izak in Gal zelo ekološko naklonjena naravi, ukvarjata se s tem, recimo v prejšnjem delu, da cirkus, ki bi naj prispel v mesto, ne sme zlorabljati živali, no tukaj pa se ukvarjata z vprašanjem divjega odlagališča v gozdu, kar pa tudi v bistvu se spretno razreši. Iz prevodnega programa knjig bi rada poudarila tudi dve slikanici. Prva izmed teh je Praznina, avtorice Azam Magdavi. Ilustrirala jih je Marjam Tamsebi, ki na poetičen in simboličen način obravnava smrt najbližje osebe, to je mama. Gre za zelo, bom rekla, da toplo pripoved kljub vsej tej praznini, ki jo otrok v bistvu skozi zgodbo doživlja. Ter slikanico Svet je moj, avtorice Tamnieh Hadadi. Ilustrirala pa jo je Haleh Gorbani. Tukaj pride do izraza otroška domišljija in popotniški duh in glavna junakinja in njen oče nam zelo živo in zelo prepričljivo opisujeta svoje popotovanje na konec sveta. In še na koncu zgodbe v bistvu mi izvemo, da je ta konec sveta in ta moč konec sveta bil doživet in pripeljan z invalidskim vozičkom. In šele zdaj v bistvu kot bralstvo lahko vemo, kakšno potovanje je to, ne? Ali je mentalno ali fizično. No, Marija Hesse, to je že večkrat prevedeno delo, mi ga dobimo torej pri založbi letos, pa je delo o Fridi Kahlo, torej sam naslov Frida Kahlo. To je ista avtorica, torej Marija Hesse je tako avtorica teksta, besedila kot tudi ilustracij. Gre torej za špansko avtorico in v tem letu torej bomo se tudi mi na ta način preko njenih oči spoznali s njenim slikarskim in tudi drugačnim in tudi drugim zanimanjem in svetom, ki ga je Frida nosila v sebi. In zdaj v bistvu k izvornim delom. V spomladanskem delu programa bodo izšle 3 izvirne slikanice, in sicer Fina Jakobina, avtorice Andreje Borin, ki je lansko leto prejela tudi pomembno nagrado. Ilustrirala je knjigo Tinka Volarič in nagovarja teme, kot so torej begunstvo, rasizem in nesprejemanje ali pa sprejemanje drugačnosti. Jakobina je namreč temnopolta begunka, ki se s svojim prihodom v mestu zaseje nemir, je drugačna, oblači se v zelo pisana oblačila, hodi bosa in v svoji slaščičarni ponuja nenavadne slaščice. Od začetka ljudje gledajo nekoliko začudeno, na to se pa nanjo zelo težko navadijo.
ampak šele potem v bistvu vidijo, kako očarljiva je in jo sprejmejo medse. To je zelo pomembno delo o skupnem dialogu, o samem sprejemanju. Clarisa Jovanović pa je napisala delo o stolu, ki se je potepel od doma. Slikanico je ilustriral Milan Erič, spregovori pa o vrednosti starih stvari, kar je v potrošniški družbi zelo pomembno. V središču zgodbe je stol, pravijo mu lepotec. Vsi družinski člani se nekako prepirajo, kdo bo sedel na njemu. In ko se zgodi en čuden pripetljaj, ki ga pa stol seveda ne more več prenašati, torej od same deklice, se odloči, da se bo on potepel od doma, ker ne bo več poslušal vseh teh prerekanj, ki jih ima družina zaradi njega, in hkrati v bistvu vseh fizičnih stvari, ki jih počne na njem, od politja čaja do tega, da je malo odsufan in da se kar naprej nekako spopadajo zanj. Na koncu pa vseeno ugotovi, da je najlepše ravno to, da ga imajo radi in se vrne domov. In to je tisto zmagoslavje ne samo za stol, ampak tudi za družino, ki je ta stol že začela iskati in ga je začela močno pogrešati. Aleksandra Natali Zaleznik pa bo letos izdala Pentljo, to je njena druga samostojna zbirka, samostojna knjiga, se opravičujem, in gre za isto imensko osebo, torej Pajka, torej Pentlja, ki pa je pajek in njega ves čas motijo njegove lastne nožice, torej to spoprijemanje z njegovim telesom, in on se s temi nožicami vse poprek spopada. V tem mestu, v katerem se dogaja zgodba, pa živi gospa Marija in ona mu na nek način osmisli te njegove nožice in kaj on v bistvu lahko s vsemi temi nožicami počne. To je v bistvu zgodba o prijateljstvu, hkrati pa tudi o tem, kako v bistvu moramo svetovati in spodbujati drugega. Vidik te zgodbe je tudi to, da so starejši ljudje zelo, zelo osamljeni in lahko marsikje in marsikdaj najdejo prijatelje čisto po naključju. V samem jesenskem delu pa bo Boštjan Narat tokrat prvič izdal delo za otroke. Poznamo ga drugače kot esejista, glasbenika. In slikanica se imenuje Basen o bendu ali kako se 5 zverinic srečalo v glasbi. Gre za splet, prijateljstvo in muziciranje res nenavadnih živali v tem kontekstu, da se drugače v realnih okoliščinah verjetno niti ne bi želele srečati skupaj in bi se raje v čisti tej biotski raznovrstnosti začele spopadati. In tudi tu je poudarek, kako pomembno je, da lahko različni posamezniki delujejo skupaj in tudi, ko preti sama nevarnost, v bistvu zmagajo, seveda s pomočjo umetnosti in s tem, da verjamejo v drugega. Ilustriral pa bo delo Jure Ingelsberger. Igor Plohelj nadaljuje s svojim pisateljevanjem za otroke. Tokrat bo predstavil svoje delo Neskončna sreča. Ilustrirala ga bo Bojana Dimitrovski in v tem primeru zdaj nagovarja problematiko starševske ljubezni, ki je tako močna, da želi otrokom ustreči prav v vsaki želji, ki jo seveda imajo in jo seveda tudi zahtevajo. Miškama, torej v zgodbi mama s pomočjo čarobne kuhalnice želi ustreči prav vsem, ampak avtor v bistvu nas opozarja na to, ali je to res smiselno in dobro za miški oziroma za njuna otroka. Ker pa danes lepo obnašanje in bonton v digitalnem svetu postajata vse manj pomembna, je zelo pomemben tudi slikopis Bonton za otroke, avtoric Cvetke Sokolov in Ane Maraž. In tukaj nas učijo osnove lepega vedenja v formi, ki je pa priljubljena zlasti in primerna za predšolske bralce. Seveda pa
nestrpno pričakujemo ilustriran roman avtorice Tine Arnuš Pupis, Memo 33, ki govori o prijateljstvu med dedečkom Benjaminom in humanoidnim robotom Memom 33. Robota so na Zemljo poslali z planeta Ri, in zato, da bi preučili oni človečnost. Ne? Na eni strani seveda se mi tu ukvarjamo z robotiko, na drugi strani pa v bistvu tudi oni želijo spoznati nas. Delček enačbe, ki v robotiziranem svetu algoritmov je pač za Zemljo je predstavil torej dr. Allman, nikakor pa ne paše torej zdaj v ta sistem. Da bi anomalijo lahko odpravili, pa jo morajo preučiti, in to je zdaj ta naloga, ki jo ima robotek Memo. A človečnost pa je zdaj nekaj, česar pa ni mogoče zajeti v algoritme in enačbe, kar bi pač seveda ljudje, ki spretno stojijo za temi sredstvi, za temi, bom rekla, celotno elektroniko, mislijo, da nas lahko naštudirajo, ampak ta knjiga prikazuje in dopoveduje, da to ni mogoče. In Memu se tudi zdi zelo zanimivo, da bi vse to, kar se dogaja, vse te algoritme, enačbe tudi izbrisal, uničil. Roman se torej zdaj spopada z vprašanjem umetne inteligence in seveda odnosom človeka do nje, kdo je zdaj bolj nevaren, ali je to umetna inteligenca, ki ima sama po sebi zelo neroden in sporen izraz, ali je človek bolj tisti, ki jo lahko zlorabi in v bistvu s tem uniči tudi samega sebe in svoje delo. Ilustracije pa bo prispeval že prej omenjeni Matej Dečeko. Tako. Hvala za vašo pozornost. Ima kdo kakšno vprašanje? Najlepša hvala.